mano je gospod Milan Pajk, redni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter fotograf. Svojim opusom, fotografskim opusom od 70 let prejšnjega stoletja naprej je pomembno oblikoval slovensko fotografsko sceno. Gospod Pajk, povejva za začetek, kdaj se vam je porodila zamisel za vašo knjigo Prostori samote in istoimensko razstavo? Ja, zamisel za knjigo je v bistvu kar nekaj nazaj že traja tole, ampak v bistvu sem čakal, da se bo nabral nek dost zgoščen material, predvsem pa material v enem pomenskem smislu, ki bo lahko zdržal celo knjigo. Lahko bi naredil na zadnje knjigo tudi iz mojih zgodnih ciklusov takrat, pa mi je v bistvu danes kar prav, da tega nisem naredil, ker bi bilo verjetno žal. Ne bi bilo tako dobro oblikovano, ne bi bilo tako dobro stiskan, ne bi bilo vsebinsko tako mogoče koncizen, kot je zdaj. Sami ste dejali, da je knjiga stalna, ostane, razstava traja nekaj časa in potem jo odstranimo. Ja, razstava mine, mi minemo, tako da v principu, če sem malo črnogled, je knjiga tista, ki ostane, tudi kasneje. Prostori samote, s tema dvema besedama ste poimenovali in knjigo in razstavo. Zdite se mi simbolični, zakaj prostori samote? In mogoče še drugo vprašanje, predstavili ste ciklus iz Afrike, afriški ciklus, to verjetno ni naključje. Čemu afriški? Zdaj afriški zato, ker sem pravzaprav zadnja leta potoval samo v Afriko, ker me absolutno fascinira. Navsezadnje so bili vsi moji ciklusi več ali manj narejeni v tujini. Jaz sem doma zelo malo naredil, delal, v tem svoji osebni fotografiji, jasno, delal sem ogromno komerciale in podobnih drugih zadev, portretov, to sem delal doma, ampak prav moja zelo osebna fotografija je bila zmeraj narejena nekaj zunaj. Verjetno me ravno drugo okolje spodbudi k nečemu drugemu, drugačnemu razmišljanju. Zdaj, prostori samote niso mišljeni v smislu samotarstva, ampak v smislu prostorov, ki spodbujajo neko kreativnost, kjer se lahko umiriš, kjer lahko razmišljaš, predvsem o sebi, ne toliko o kraju, v katerem si. Za vaše fotografsko delo so značilni fotografski cikli. Svoje videnje izražate skozi niz fotografij, cikl fotografij. Ne zadošča vam ena sama fotografija o neki stvari. Tudi niste pristaš reportažne fotografije, torej enkratno snemanje. Nekoč ste dejali svojo misel, koncept je bistvo fotografske podobe. Kako bi to razložili našim gledalcem? Ja, pogledajte, fotografija je v principu konceptualna umetnost. Nekaj, kar nastane v delčku sekunde, ne more biti tako, kot pri slikanju plod dolga dela, ampak v enem samem trenutku se je treba odločiti. Zdaj, če nimaš koncepta, kaj hočeš, tega ne moš narediti, navsezadnje tudi celo reportaže, mislim, da ne moš narediti, če nimaš v svoji glavi jasnega koncepta, kaj hočeš in kaj iščeš. Zdaj, gledajte, serija me pa tako, po eni strani je to se lažje izražati v seriji, ker z večjimi fotografijami, ki so narejene v ciklusu, ki so narejene v isti situaciji, na isti lokaciji, je lažje nekaj izraziti. Po drugi strani je pa v fotografiji tako, da eno samo res dobro fotografijo narediti je zelo, zelo težko. Ko stojimo pred vašimi fotografijami in jih opazujemo, nam je povsem jasno, da niste pristaš fotografije trenutka, naključja, neke gole refleksije, ampak da poudarjate temeljit premislek in poudarjeno notranje videnje. Ponovno bom citirala, nekoč ste dejali, videnja so pomembnejša od pripovedi. Razmišljate danes še vedno tako? Ja, seveda, Zdaj, kljub temu, da je mogoče tole zdaj paradoks, ker to knjigo in to razstavo spremlja, vsako serijo, vsak cikl spremlja tudi moj tekst, je literatura pa slika, seveda, to sta dve različni stvari.
Tukaj je tekst uporabljen zgolj zato, da naredi v knjigi neko cezuro, da uvaja serijo, da uvede pravzaprav gledalca v serijo. Ni pa to nek razlagalen tekst. To je bolj tekst, ki opisuje moja počutja v tistem trenutku, na tistem kraju. Pogosto smo priča, da posamezne veje umetnosti vplivajo ena na drugo, recimo literatura na slikarstvo ali pa glasba na slikarstvo. V vašem primeru sem zaznala, če takole opazujem fotografije, da vpliva poezija, konkretno poezija Tomaža Šalamuna, ki ga dobro poznate. Ali je trditev pravilna? Res reistična poezija Tomaža Šalamuna spodbuja vaše fotografsko ustvarjanje? Ja, lahko bi rekel, da ja. On je pač en mojih ljubših pesnikov, zato sem pač izbral tudi ta citat, ki malo, recimo, se povezuje s potovanjem, premikanjem. Ja, predvsem pa ta njegova reistična filozofija je seveda prisotna, jaz mislim, v mojih fotografijah. Določeni objekti na fotografiji pravzaprav postanejo subjekti. To je bistvo reizma. No, za vas so značilni ciklusi in pa potovalni ciklusi, ki nastajajo na potovanjih. Eden takih pomembnih ciklov je Travelog, ki je nastal sredi 70-ih let 20. stoletja. Je ta cikel posledica vašega spoznanja, da so fotografije nadrealistična izkušnja? Ja, to je v bistvu cel ta cikl, ki je pa nastajal kar nekaj let, pravzaprav je nastal kot selekcija fotografij nekaj let. Je seveda eno spogledovanje z nadrealizmom. Fotografija, jaz mislim, da v principu je v svoji osnovi nadrealistična. Mi nek realen svet spravimo na plosko fotografskega papirja, kar je neke vrste nadrealizem že samo po sebi. Ja, jaz mislim, da je nadrealizem mene kar spodbuja. Pripadate drugi generaciji fotogrupe Šolt, študentska organizacija ljudske tehnike, ki je delovala v 70-ih letih preteklega stoletja. No, iz nje so išli mnogi znani slovenski fotografi, kot so Joco Žnidaršič, Oskar Karl Dolenc, Janez Pukšič, Stojan Kerbler, Franci Virant in mnogi drugi. Povejte, kakšni so spomini na tista leta? Začeli ste v Šoltu. Kdo je bil vaš vzornik, domači in tuji mogoče? Je kdo na vas še posebej vplival? Kakšna fotografija je takrat prevladovala? Morda kateri cikli oziroma katere smeri? Ja, jaz moram tako kar priznati, da takrat je v slovenskem prostoru prevladovala tako imenovana live fotografija. Fotografi so se ukvarjali z ljudmi na cesti, z ljudmi v parku, z ljudmi na izletih, z otroci, z živalmi, z pokrajino. Tako da jaz pravzaprav tam, vsaj v vsebinskem smislu, seveda ta družba mi je veliko pomagala, me je veliko naučila tehnologije fotografske takratne, ampak prav v vsebinskem smislu pa pravzaprav nisem kaj dosti odnesel. Meni so bili takrat pravzaprav najbolj všeč nekateri starejši ameriški fotografi, seveda potem, ko sem šele začel raziskovati to literaturo, ker takrat je praktično pri nas ni bilo. Mogoče tisti klik v glavi, v mojem miselnosti, v mojem gledanju na fotografijo je pa naredil neka razstava, ki se je takrat z Maribora preselila v Ljubljano. To je bila razstava tako imenovanega Mariborskega kroga, kjer so z razliko od Šolta precej več govorili o vsebini. Razlog je bil verjetno v tem, da so tam delovali in vodili to grupo slikarji. Ti so seveda bolj kot v tehniki razmišljali o vsebini fotografije. In tiste njihove fotografije so bile izrazito nadrealistične, malo črne, ampak zelo subtilne, zelo skrivnostne, zelo drugačne od tega, kar smo v Šoltu delali. Šolt je potem nekako mi smo se razbežali vsak na svojo stran, v glavnem v komercialno fotografijo, kjer sem se jaz pol delal več kot 20 let.
pravzaprav se je redko kdo vrnil nazaj v svojo intimno fotografijo. Jaz sem kar vesel, da so se. No in če se povrneva k današnji razstavi Prostori samote, ali menite, da ste se na teh fotografijah ponovno vrnili k nadrealistični tehniki? Ja, seveda, deloma ja, ne. Deloma v nadrealistični, deloma reistični. Zdaj se fotografija je en tak spolzek teren, zelo težko je spraviti v neko škatlo, ne. Zelo težko je stilistično opredeliti, to je pa sam to, to je pa sam to, ne. To je neka čudna mešanca, ne. Mogoče nekih stilov, ki so sicer v umetnosti zlani, ne. Nekaj premen tudi nekega modernizma, jasno, ne, že zaradi te likovne izčiščenosti. Ampak jaz bi rekel generalno, kljub vsem tem, ne, vsem temu predalčkanju, generalno gre tle za nek štimung, ne, tako rečem, neko vzdušje v fotografijah. Tisto se mi zdi bistveno. Rahlo skrivnostno, rahlo zagonetno, rahlo nedorečeno, ne, kar pušča gledalcu na vsezadnje svobodo interpretacije. Ne. Biti fotograf in biti slikar je torej nekaj povsem drugega. Ali se lahko prepleta eno in drugo, oziroma vpliva eno na drugo? Ja, zdaj izkušnja imam na vsezadnje v sosednji sobi slikarja Kose je taka, ne, da se to da, ne. Cel kup slovenskih slikarjev je bilo tudi zelo dobrih fotografov, ne. Tako da očitno se ta praksa da, ne. Je pa seveda treba takoj povedati, ne, da je njihova slikarska praksa popolnoma ločena od njihove fotografske prakse, ne. Pa tako bi rekel, vse je bila glavna slikarska praksa. Zelo malo je slikarjev, ki bi rekli, aha, ta dela pa zdaj pol tega, pol drugega, ne. Ja, mogoče zadnjih letih, ko so ugotovili slikarji, da je fotografija zelo hitro in učinkovito orodje do končnega rezultata. Tako da se je nekaj več uporabe fotografije v slikarstvu, ki pa seveda moderno slikarstvo pristopa k fotografiji popolnoma drugače, ne, kot fotografi pristopamo. Mi smo vseeno malo tradicionalisti. Lahko pričakujemo še kakšen fotografski ciklus v prihodnosti? Ja, sigurno bom še kaj zase naredil, ne. Drug problem je pa seveda realizacija pol tazga projekta v knjigi ali pa na razstavi. To pa v današnjih časih ni več odvisen samo od avtorja, ne. Marsikaj tudi od denarja, ne. Predstavljamo ne samo knjigo, ampak tudi odpiramo razstavo Prostori samote Milana Pajka. Milan Pajk drugič razstavlja v Moderni galeriji. Leta 1981, spomnim se razstave dobro, v Mali galeriji. Tako da nam je v čast, da tega vrhunskega fotografa gostimo zdaj že drugič z večjo razstavo, kot se spodobi. In sicer tudi z razstavo, ki sestavlja trojček. In trojček se bo sestavil šele drugi teden, ko bomo odprli že tretjo fotografsko razstavo Mance Juvan v teh prostorih zgoraj. Tako da bomo imeli lepo priložnost primerjati tri zelo različne fotografske koncepte Gojmira Antona Kosa, historični opus fotografski Milana Pajka, ki se navezuje na njegove poti po Afriki in ima res tako, vsaj meni se zdi, meditativno sporočilnost, popolnoma drugačno kot Manca Juvan. Njene fotografije iz Afganistana boste videli drugi teden, ki so bolj vojno-politično usmerjene vsebinsko.
v tem primeru gre za projekt knjige in razstave, pravzaprav prvenstveni projekt knjige, ne, ker knjiga je tista, ki ostane, ne. Razstava se sname stene, mi pa tudi počasi izginjamo, ne. Tako da knjiga je tista, ki ostane, ne. Zdaj, jaz ne bi hotel, da bi razumeli te slike kot neke popotne slike, ne, kot neke popotne fotografije. V tistem uvodnem tekstu se mi je zapisal, da je prej kot potovanje to neke vrste ekskurs v lastno bivanje, ne. Če sem malo bolj preprost, bom rekel, da je to pravzaprav raziskovanje samega sebe. Jaz mislim, da s tem raziskovanjem samega sebe nikoli ne pridemo do konca in zato izrabljam pravzaprav vsako priliko, da to še kar naprej samim sabo počnem, ne. Te slike so nastale, te fotografije so nastale pravzaprav seveda na potovanjih in posamezne serije so nastale mogoče vsega skupaj v 1-2 urah, ne. Jaz delam strahotno hiter, ko sem na neki točki, kjer res čutim neko energijo, nekaj, kar mi da misel, takrat delam strahotno hiter, ne. Ko pridem domov, to pustim ležati, včasih leta in leta in čez leta, kot tist prvobitni spomin na snemanje izgine, takrat jih potegnem spet ven in naredim selekcijo, ne. Tako da so pravzaprav vsaka od teh slik je neke vrste refleksija moje duše, ne, če sem malo poetski, ne. Zdaj, na začetku je bila mišljena to zgolj kot knjiga fotografij. Potem je prišel kolega Ranko Novak z neko idejo in rekel, poslušaj, ti razmeroma dobro pišeš, zakaj pa ne bi vključil še besedo, ne? Še rekel razmeroma. Zakaj ne bi vključil še besedo in tako so nastali poleg tistega osnovnega uvodnega teksta so nastali te kratki esejčki, ne, ki so neki med poezijo pa prozo skoraj, ki pravzaprav povzamejo posamezno serijo tudi z besedo, ne. Zdaj, zakaj je vse skupaj to prevedeno v francoščino? Predvsem iz enega razloga, ker so to frankofonske dežele, kjer vsi govorijo francosko, tam brez francoščine pride skozi. In meni je francoščina, bi rekel, pisana na te kraje. Prav pisana mi je, ne. In Mojka je naredila res fantastičen prevod, ne, ki se bere včasih še boljš kot slovenščina. Tako da sem res vesel tega dualizma, tega jezikovnega dualizma, se mi zdi, da je bil prav posrečen, ne. Tudi s temi teksti smo knjigo nekako malo razbili, ne, da ni enolična, da se ritem menjava, da so neke ločnice, ampak to je že problem oblikovanja, ne. Morda bi za začetek povedal, da so fotografske knjige na Slovenskem zelo redke, bolj izjema kot pravilo, čeprav imamo kar nekaj razmeroma agresivnih, pa ne najboljših fotografov, ki si pridno tiskajo monografije, od katerih pa kaj posebnega učinka ni. Nimamo niti ene redne, stalno izhajajoče zbirke fotografske. Pred mnogimi leti je bil en poskus pri takratni delovski enotnosti in prišlo je 4 ali 5 zvezkov ali primerkov. Zdaj so pa to več ali manj sporadični dogodki. Včasih so nekateri razstavni katalogi koncipirani kot knjige, da bi pa pač imeli sistematično prezentacijo fotografske dediščine in sodobne fotografske produkcije, o tem pa lahko samo sanjamo. Zato ni tudi nič čudnega, da terminologija o fotografiji ali v zvezi s fotografijo ni izdelana in seveda še zmeri uporabljamo tisto absurdno pleonastično sintagmo
umetniška fotografija, ne, tudi tako imenovani stroki. Namreč v petek bo v Ajdovšni občni zbor Slovenskega umetnostno-zgodovinskega društva prav na temo fotografije in seveda tam je kar nekaj referatov prijavljenih z že v naslovu uporabljeno to sintagmo umetniška fotografija. Ne vem, govorimo o umetniški arhitekturi, umetniškem kiparstvu, umetniški operi. Ne razumem, zakaj je treba na vsak način fotografijo tako dodatno, navidezno in nasilno povzdigovati, mislim, v narekovajih povzdigovati. Da ne govorimo o tem, kakšni zapleti se dogajajo pri prevodih, tako da se človek dobesedno ne ježi, ko prebere v domnevno strokovni reviji za fotografijo angleški prevod izraza akt kot act, ne pa nude in tako naprej. Skratka, teh zmed na slovenskem je ogromno in prav vesel sem, da imamo med nami Milana Pajka, ki se v marsičem podobno kot jaz otepa s temi nesmisli, zablodami in nejasnostmi. Milan Pajk je tako rekoč neizogibna, da ne rečem kar ključna osebnost novejše slovenske fotografije. Njegovo delo spremljam, poznam že 35 let in to delo na različnih področjih. Delo ustvarjalnega fotografa, delo pisca v fotografiji, lucidnega, duhovitega, izvirnega in seveda njegovo pedagoško delo, saj je med enim verjetno ključnimi, najbolj zaslužnimi za vzpostavitev in delovanje oddelka za fotografijo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Skratka, ta njegova vsestranska dejavnost je dobro znana, je prisotna v tem prostoru in seveda, če omenim tudi to, da je pred mnogimi leti odprl in vodil prvo fotografsko galerijo v Ljubljani, to je bila galerija Fokus, v kateri so se zvrstila mnoga svetovno znana imena sodobne fotografije in aktualnosti in tako naprej. Skratka, vsekakor gre za ustvarjalca, ki zasluži vso pozornost in seveda tudi ustrezno ovrednotenje. Milan Pajk je fotograf, ki fotografijo, ta medij pojmuje kot neke vrste mentalni proces. Skratka, ni tisti, bi rekel, formalističen perfekcionist v tem neposrednem, banalnem smislu besede, skratka, da bi si prizadeval za neko čistost in popolnost kompozicije, ampak zanima ga določena ideja, ki jo potem fotografsko realizira in poveže v koherentno celoto. Na tak način lahko gledamo tudi tokrat razstavljen in v knjigi predstavljen ciklus Prostori samote, ki so nastajali med Pajkovimi potovanji po Afriki prek Sahare in obsaharskih in subsaharskih deželah in skratka, in iz tega je seveda nastal nek jasen fotografski koncept. Če se prav spomnim, gre za 69 objavljenih in razstavljenih fotografij, ki predstavljajo en segment njegovega dela, tako kot so v različnih obdobjih nastajali Pajkovi cikli na različne teme v različnih tehničnih in formalnih izvedbah v barvni in črno-beli tehniki. Skratka, če se spomnim sam njegovih zgodnjih ciklov, ki so bili v bistvu autorefleksivni, v katerih je tudi, ki so na neke vrste avtoportreti, čeprav ne v tistem najbolj neposrednem ikonografskem smislu, ampak v smislu koncepta, v konceptualnem pogledu, pa recimo njegova zanimiva serija iz Srednjega vzhoda, Tiger Barn Pork, da ne govorimo o številnih vidikih uporabne fotografije, s katero se je Pajk ukvarjal, se pravi, bodisi v sodelovanju z oblikovalci, torej namensko fotografiral za različne oglase, plakate, kataloge in podobno, pa seveda tudi njegov prispevek k modni fotografiji je vsekakor tehtno posegal v
ta fotografski žanr na Slovenskem. Skratka, jaz mislim, da naj bi bilo kaj dosti za govoriti v tem smislu, kot jaz zdaj govorim, mogoče bi se razvil dialog tako z avtorjem fotografij kot z oblikovalcem in založnikom Rankom Novakom. To bi bilo to, ne? Mislim, se pri oblikovanju nekaj preveč komplicirati. Ne? Ve se, da če imaš francoščino, da moraš imeti tako tipografijo, ki gre skrb s francoščino, se imenuje Le Monde. Papir mora biti pač tak, da je topel. Knjiga mora biti tudi malce obže, kar pomeni, da mora imeti tako gramaturo, da jo lahko primeš v roko, da ti ne pade dol. Format izhaja dejansko iz samega formata fotografije in smo tam, ne? Pa rabiš tam še tiskarja in preskonferenca. Vstopili ste v razstavno dvorano, se ustavili pred fotografskimi cikli Milana Pajka, oko je obstalo na afriškem ciklu. Kaj ste občutili? Fotograf Milan Pajk pravi, da bi morali občutiti samoto in dejansko vse skozi ta ciklus njegovih številnih potovanj v Afriko, mislim, da jih je bilo kar 10, z seveda zelo jagodnim izborom tukaj, čuti samota, praznina, predvsem pa neka nuja, da se sprašujemo, kje so meje prostora, seveda posledično tudi, kje so meje našega življenja. Namreč Milan se ne sprehaja samo po peščenih prostorih, ki vsak dan spreminja veter, ki so pomeni, da niso definirani kot večni, ampak se sprehaja tudi skozi take uokvirjene slike, kjer se življenje izteka, recimo ladjam v nekem pristanišču ali po nekem zasutem pokopališču znotraj Sahare. Seveda je tudi nekaj življenja, teh specifičnih prostorov, ki ga očitno fascinirajo in kot pravim, je dejansko tak lep esej o tem, kaj je prostor in kaj je praznina v njem. Zdi se, da je med svojo generacijo samohodec, da je šel čisto po svoji poti. Kaj menite, zakaj bi lahko to opredelili? Mislim, da znotraj različnih zelo dobrih fotografij in fotografov v našem prostoru ima Milan absolutno zelo širok in bogat opus, ki ga je začel že v časih, ko fotografija ni bila razen nekaj izjem tako prisotna v našem prostoru. Skratka, je šel skozi čas tudi vzgajanja tega prostora, tudi z različnimi poudarki in zato je zanimiv ta, s katerim zaključuje to obdobje. Žanri so zmeraj v fotografiji tako različni, da najbrž so za vsakega fotografa tudi zelo različni izzivi. Delal je tudi z oblikovalci, delal je na različnih projektih, ki so ga po vsej verjetnosti povlekli v različne zgodbe. Tukaj se je pa sam povlekovanjal. Posneli ste že dokumentarno serijo o fotografiji na Slovenskem in nekaj dokumentarcev o slovenskih fotografih. Sedaj začenjate s snemanjem filma v produkciji zavoda Skleder za TV Slovenija o gospodu Milanu Pajku, zelo znanem fotografu. Povejte, kaj je bil izziv, da ste pravzaprav začeli snemanje oziroma da ste se lotili tega projekta? Ja, v bistvu to je moja dolgoletna želja, da posnamem film o fotografu Milanu Pajku. Že kot sem snemal serijo Fotografija na Slovenskem leta 2003, se mi je nekako porodila zamisel, da bi se o enem največjih slovenskih fotografov nesporno, sploh v drugi polovici 20. stoletja, ki je tako prelomno in usodno zaznamoval slovensko fotografijo. Že takrat sem nekako slutil oziroma tudi njemu izrazil željo, da bi po serijo Fotografiji na Slovenskem z njim posnel še posebej dokumentarec o njemu in njegovi fotografiji,
S tem bi seveda lahko šla bolj v globino, v vsebino, kot pravi Pajk, v podrobnosti, kajti nekako sem začutil, da s fotografijo na Slovenskem sem glede njegovega dela, njegovega bogatega opusa vendarle nekje ostal na površini, že zaradi časovne omejitve. A ne, tukaj pri filmu, skratka, je pa le 50 minut, je le tista minutaža, skozi katero bom lahko prikazal vse tiste relevantne stvari, ki jih je Pajk v svojem bogatem fotografskem opusu počel in naredil. Lahko bom konec koncev pokazal tudi način njegovega razmišljanja, način, kako pravzaprav on sam osebno vidi fotografijo, njegov pristop k fotografiji, njegov koncept in seveda tudi vsa njegova ključna fotografska dela, vse te cikle, s katerimi je bil nagrajen tako doma kot na tujem. Moramo se zavedati, da je Milan Pajk že takoj na začetku svoje poti z ciklom Triptih, ki je bil posnet sredi 70-ih let prejšnjega stoletja, že takoj na samem začetku opozoril nase, prejel že za ta cikl ugledno nagrado, mislim, da celo prvo nagrado jugoslovanske fotografije. Si predstavljate, takrat je bila jugoslovanska fotografija izjemno močna in nekdo, ki je pobral prvo nagrado, morate vedeti, da je moral biti že takrat kar precejšnja špica. Mislim, s tem triptihom je dobil tudi mednarodno nagrado v Krakovu. Mislim, da in tako se pravzaprav začne njegova pot, ki je, mislim, da polna uspehov in polna presežnikov v vsakršnem pogledu. Jaz sem vesel in srečen, da lahko delam film o njemu. Snemanjem ste šele pričeli. Kod vse boste posneli, verjetno na mnogih krajih? Lahko to izdava ali ne? Ja, glede na to, da je pač precejšen del njegovega opusa posnet na popotovanjih. On sam je že v 70-ih letih začel z ciklom Travelog, se pravi, gre se za neke vrste fotografski popotni dnevnik, vendar je Pajk vselej njegov pristop poudarja vsebino, fotografovo osebno videnje. Pajk se že takoj na začetku svoje poti ne more zadovoljiti zgolj s fotografijo kot medijem, ki zgolj golo dokumentira stvarnost. Pri njemu je vselej poudarjen ta njegov oseben pogled, njegovo osebno videnje. In to je pravzaprav osnovna rdeča nit njegovega opusa. Seveda potem skozi svoje delo je seveda različno pristopal. Njegovi cikli so po konceptu lahko drugačni. Naj samo za ilustracijo navedem, kako si je on umislil s svojim konceptom, kako bo recimo prikazal Ameriko. On je obiskal nekajkrat in preden je šel v Ameriko, je v sebi, v glavi, to, kar on vedno pravi, fotograf mora razčistiti v glavi, kaj želi, kako želi, zakaj želi nekaj posneti. Fotografija se dogaja v glavi in je mentalni proces. In je rekel, ne bom fotografiral Amerike na način razglednic, na način luči ameriških velemest, nebotičnikov, teh klošarjev ameriških na teh brezpotih Amerike in v zakotnih ulicah, ampak se je odločil in vzel s seboj polaroidni fotoaparat in vsakemu naključno mimoidočemu Američanu ga je ustavil, ga je zaprosil, če ga sme portretirati s polaroidno fotokamero. Američani so izjemno odprti ljudje, večina je seveda privolila v to, on je pač posnel portret in vsak portretiranec se mu je na polaroidno fotografijo, ki je bila takoj seveda narejena, podpisal. In skozi ta cikl, mislim, da okrog 60 polaroidnih portretov, pravzaprav mi spoznamo socialni prerez Amerike in skozi to portretno fotografijo nam dobesedno odslika Ameriko. Pa skozi ta koncept, ki si ga je že prej zadal. To je zgolj en drobec v njegovi bogati karieri, mislim pa, da dovolj ilustrativen, da pravzaprav
gledalec zazna, kako pravzaprav je te stvari počel zelo, zelo premišljeno in ne tisto, kot se reče, imel je srečo in recimo dobra fotografija je plod slučaja. Pri Pajku mislim, da to ne velja. Z današnjo razstavo Prostori samote ste stopili v film Waypoints, torej je ta razstava postala tudi del filma. Kako se vključuje v vaše življenje mogoče tudi in kako se vi vključujete v ta film? Kako bi povezali vse te stvari, ki se sedaj dogajajo? Ja, to je zanimivo vprašanje, ne, ker v bistvu ta film smo šele začeli, ne, in prvi kadri so bili v bistvu zelo zanimivi, ne, tudi zame kar optimističen gledam to, ne, ker se mi zdi, da je režiser Pečenko to zagrabil na dosti zanimiv način, ne. Bomo pa videli, kako bo šlo to naprej, ne. To je neke vrste obujanje spominov, ne, pravzaprav, ne. Malo nostalgično pravzaprav, ne. Zadnji smo posneli začetek in konc filma na nek način, to je zanimiv pri filmu, ne, ker si ne sledi, ker si kadri ne sledijo kronološko, ampak v bistvu snemaš začetek in konc filma naenkrat, ne, malo nenavadno, no. Bomo videli. Mogoče še poveva, Waypoints pomenijo točke poti, na kakšen način? To so točke poti, to je čisto strokovno in to izraz za, kako bi temu rekel, za točke, ki jih satelitska navigacija ne kaže, ne. To je čisto strokovni izraz, ne. In zato so tudi podpisi pod posameznimi fotografijami točno geometrijske točke, geografske točke, ki jih satelit določa, ne. In kako jih povežemo z vašimi potovanji oziroma fotografijami? Ja, pa zato, ker vse te fotografije so vezane na moje potovanja po Afriki in tam pač potuješ po satelitski navigaciji, ne. To ti pomaga najti pot. Zgolj tako, ne. Drugače pa ne. Naslov filma je tudi tak, seveda, portret. Naslov filma je tudi tak, se veže na pač ta moj ciklus Waypoints, ne, ki je bil en prvih, kjer sem fotografije določil tudi geografsko, ne. Ste torej šele na začetku, še veliko kadrov vas čaka? Ja, pri filmu smo pa na začetku, ja. Hvala lepa, srečno.